Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Matere so praznovale materinski dan. Poslanec stranke Nove Slovenije Anton Kokalj je ob tej priložnosti predstavil nekaj razmišljanj o družini in istospolnih zvezah. Jaz še vseeno mislim, da je večja možnost boljšega odraščanja, bolj zdravega odraščanja pri moji mami, kot pri istospolnih partnerjih, tudi če je eden od njih moj oče. Zdaj dve mami, jaz si ne predstavljam, kako bi lahko to nadomestilo, to, kar je naravno. Državni zbor bo odločal o imenovanju 4 novih ustavnih sodnikov. Ker je sedanja sestava ustavnega sodišča po mnenju nekaterih izrazito levičarska, smo Aleša Zalarja vprašali, ali bi moralo biti ustavno sodišče po njegovem mnenju politično uravnoteženo. Robert Dahl, svetovno priznan pravni teoretik in doktor sociologije prave recimo ugotovil zanimiv trend, namreč da tudi politični pogledi sodnikov, če jih imajo, nikoli niso dolgo časa izven okvirov dominantne politike, kar pomeni, da odvisno, kdo je na oblasti, tako se tudi zadeva nagiba. Po sklepu vlade, da bomo v Sloveniji za vožnjo po avtocestah potrebovali vinjete, bo morala odločitev prestati še preizkus v državnem zboru. Opozicija je do uvedbe vinjet zadržana. Matej Lahovnik zares dvomi, da je uvedba polletnih in letnih vinjet sploh mogoča. Spomnil je na Avstrijo, ki Evropska komisija ni dovolila uvedbe takšnega sistema. Cena za letno in polletno vinjeto je izjemno ugodna, vsebuje nekakšen predvolilni diskont. Razliko pa prispevajo seveda ti tranzitni turisti, zdomci, ki uporabljajo omrežje. Ampak kot sem dejal, vprašanje je, če ne bo Evropska komisija tudi tokrat ukrepala podobno kot v primeru Avstrije, razen če se je uspelo predsedniku vlade, gospodu Janši, izmeniti, denimo z komu v Evropski komisiji, z gospodom Barozo ali kom, da bodo tokrat zamežali na eno ali obe očesi. V tem primeru pa bomo pač vladi lahko samo čestitali. Podobno zadržanje do uvedbe vinjet tudi poslanec vladne SLS Jakob Presečnik. Dokler ne bo vsaj približno točnega izračuna, koliko bodo prinesle za poplačilo dolgov oziroma kreditov, toliko časa bom jaz zelo skeptičen do tega projekta. No, glede na to, da je vlada sprejela že program uvedbe vinjet, bi pričakoval, da bi te izračune že dobili. Ministrica za znanost Mojca Kucler-Dolinar in minister za pravosodje Lovro Šturm sta sklenila dogovor o sodelovanju pri projektu e-pravosodje. Kaj želi vlada s tem doseči, je pojasnil minister. Z e-pravosodjem želimo doseči, da bo slovensko pravosodje s popolno informatizacijo e-poslovanja v prihodnosti postalo eno najbolj naprednih in najbolj razvitih v Evropi. Zares opozarja na sporno ravnanje Ministrstva za šolstvo. Majda Širca pravi, da je nedopustno, neodgovorno in tudi nezakonito, da ministrstvo od ravnateljev osnovnih šol zahteva, da se morajo pritožiti na tožbe učiteljev, katerim je ministrstvo več let izplačevalo prenizke osebne dohodke. Silvestra Klemenčič pa je spregovorila tudi o grožnjah. Po regijskih sestankih, ki jih sklicuje ministrstvo, na katere hodi direktorica direktorata gospa Škrinjar, celo grozijo, dobesedno grozijo, da naj, če se ne bodo pritožili, kar se povežejo z župani, da bojo ravnatelji in šole izplačevali te stroške. Civilna iniciativa Fužine je organizirala pogovor o problematiki narodov bivše Jugoslavije, ki si želijo postati priznane manjšine v Sloveniji. Znanstveni sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja Miran Komac in višja svetnica istega inštituta Vera Kržišnik-Bukič se glede tematike nista povsem strinjala. Strinjala, tukaj se nista pobila. Ja, no, vse to je za Fužine normalno, ne? So tista populacija, za katero zgodovinske okoliščine, ki jim zgodovinske okoliščine omogočajo mednarodno priznanje narodnostnega statusa. Ne, to zdaj se začela pa ljubati. Pusti mednarodno priznanje, to se začela pa ljubati.
ker nimaš nobenega mednarodnega dokumenta, na podlagi katerega bi ti lahko te skupnosti, ki živijo tukaj, kot ostanki bivših narodov, skupne države, jih priznali do manjšine. Nimaš enega dokumenta. Je tako, Matija? Res je, veste zakaj? Zaradi tega, ker vam predava kolega Komac. To je bistvo zadeve. O krizi slovenskega besedišča in vdoru tujih besed, komentar dneva Luka Culiberg. Ljubi Slovenci, slovenščina je v krizi, a hvala Bogu, še imamo pokončne in neuklonljive Don Kihote, ki do zadnje kaplje znoja bijajo pravični boj za ta naš prelepi jezik. Organ za neomadeževano in ukleno slovenščino in njegov neuklonljivi prvoborec sta pred časom povsem upravičeno oglobila neki slovenski dnevnik zaradi naslova kolumne, ki ga je časnikov kolumnist zapisal v, Bog nas obvaruj, angleškem jeziku. S to Don Kihotsko, ali pa bi jo nemara lahko poimenovali že kar Ivan Palsko potezo, je dotični inšpektorat še enkrat pogumno odbil nevaren napad sovraga, ki nas pesti v obliki angleškega jezika. Pustimo ob strani, da je bil naslov ironija, parafraza tistega naravnost genialnega slogana naše preljube domovine. Ah, kako jo čutim, ko sem sam seboj. A časi so taki, da je vsakršne tovrstne intelektualizme, sarkazme in podobne literarno-slogovne igrice nujno žrtvovati v prid slogovno ubornejšemu, a nedvomno čistejšemu jeziku slovenskemu. Žal je tako, da inter arma silent muse. Tisto, kar bi na tem mestu rad opozoril, pa je, da med tem, ko bijemo bitko na zahodni fronti proti sovražni nam angleščini, na drugi strani neopazno napreduje sovražnik z vzhoda. Slovenščine namreč ne ogrožajo samo full, cool, sorry, the best, scancelled in podobne ne bodi jih treba, temveč nas počasi, a zanesljivo preplavlja val japonščine. Da, tako je, prav ste slišali, japonščine. Val se širi od samega državnega vrha, od koder se je iz ust našega presvitlega predsednika vlade naravnost do srce predrage slovenščine, kakor kopje zasadil tisti nemarni tajkun, ki je japonski naziv za vladarja, pa vse tja do sleherne slovenske mamke, ki na grob nese svojo ikebano, po japonsko aranžirano cvetje. Med tajkunom in ikebano pa naš preljubi slovenski jezik onesnažujejo japonske besede, kakor so bonsai, karaoke, origami, karate, kamikaze, harakiri, ninja, sushi, zen, ginko, rikša, tsunami in številne druge. Zato na tem mestu pozivam častitljivi organ in vse, ki jim ni vseeno za naš prelepi jezik, da se ozrejo tudi širše, saj nam le širok pogled na svet zagotavlja obstoj in hkrati razvoj onkraj domače zaplankanosti ali, kakor pravi znan japonski pregovor, ino naka no kawadzu, taikajo shiradzu. Ja, žaba v vodnjaku ne pozna prostranega morja. Tako je, Katja. Čudovito, čudovito. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V galeriji Kapsula v Ljubljani je na razpolago novi pripomoček iz zakladnice strip Burgerjevih didaktično-relaksacijskih izdelkov imenovan Stribble, prenosni večnamenski namizni stripovski fabulator. Pobližje nam ga je predstavila Katerina Mirovič. 6 avtorjev je in vsak avtor je naredil 6 sličic, tako kot pri vseh spekove. In te sličice se sestavljajo in se križajo. Sestavljajo se zgodbe in zgodbe se križajo. Se pravi, so interaktivne. V zahodni kavarni Celice je koncertirala vokalna skupina Pela, ki je postregla z makedonsko in slovensko glasbo. Jedna mama majka, je mi otišla, a za da si kupi fustanček. Evo se si Natalja, mama, što si nosi sandali bez pari. Še vreme, v Ljubljani je čudovit sončen dan. V Kopru pa sneguje. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.